Dober dan, še en prav lep pozdrav iz Pule. Danes sva se odpravila na severno stran Pulskega zaliva, ker sva na Google Maps videla, da je ogromno nekih zapuščenih vojaških zgradb. Tako da si obetam en lep in zanimiv sprehod. Drugač pa je danes 11. februar, prijetnih 12 stopinj Celzija, rahlo oblačno, ampak super vreme. Parkirala sva na vstopu v kompleks, bom označil od spodaj v opisu koordinate. Tam na začetku je tudi varnostnik, zato ker z vozili vstop ni dovoljen, za pešce in kolesarje pa ni nobenega problema. Po 300 metrih hoje po tem drevoredu že pridemo do prvih zapuščenih zgradb, ki po obliki dejansko spominjajo na vojaške zgradbe. Tako super doživetje, lep ambient, že skoraj malo srhljiv, tako bršljan prerašča te zidove. Približno po 400 metrih odstopa v ta drevored smo pa že pri morski obali. Tukaj je več pomolov, možen je pa tudi dostop na otok Katarina. Midva bova najprej šla levo, kjer je še več zapuščenih zgradb in tudi bunkerji. Potem nazaj grede bova šla pa še na otoček Katarina. No, tako za občutek. Tukaj južno od nas je Pula in ta velik Pulski zaliv z ladjedelnico. Na nasprotni strani so pa vse te vojaške zapuščene zgradbe, ki jih bova midva zdaj obiskala. Tako približno izgleda v notranjosti vseh teh zgradb. Porušene stene, zaznamovane z grafiti. Sej nekatere od teh cest je celo posnel Googlov avto, ne pa čisto vseh. Je pa zanimiva primerjava zdaj v živo, ko vidim, ker na Google Street View so starejši posnetki in je bilo vse v ruševinah. Tukaj pa vidim, da so delovni stroji in da prenavljajo določene komplekse. Na otoku Katarina namesto ruševin bomo videli, je zrastel nov hotelski kompleks. Na tej točki bi v bistvu mene zanimalo, če je kdo od vas služil vojaški rok v Puli, baje, da je bila tukaj vojna mornarica, če je tu mogoče ta kompleks, kjer je ta vojska bila stacionirana, ali pač nima to nobene zveze s tem. Zato, ker na teh zgradbah zdaj ni nobenega napisa, da bi lahko rekel, to je bila vojašnica, kasarna, to so bile učilnice ali karkoli. Deluje pa vse tako precej vojaško. Ola, zdaj celo vidim en bolj ohranjen bunker, da ni preraščen cel z bršljanom in grmovjem. V vsej svoji vojaški strogosti je pravzaprav lep. Tu so mogle biti kakšne ogromne kopalnice, ker je tuš pri tušu, pa vse v teh belih ploščicah. Vsej po eni strani je prav, da bojo vse to obnovili, ker konec koncev je res škoda, da bi bil tak lep del Pule neizkoriščen. Po drugi strani ti je pa malo žal, kako izginja zgodovina pred tvojimi očmi. Karkoli pa tukaj gradijo in bo novega, bo sigurno povezano s turizmom, zato ker tako piše na teh tablah na gradbišču. Humanitarni čvori, tamo čisto biti zapremnjakine, tamo neke kancelarije su stavili. Ja, tako, po najnovejših informacijah midva danes otoka Katarina ne bova videla, zato ker ima status gradbišča in je pač tam varnostnik, ki ne dovoli vstopa. Tako da greva naprej, vse ostalo je pa povedal, da ni več nobene vojaške cone, tukaj je bila včasih vojska, zdaj pa vse to prenavljajo oziroma gradijo nove turistične komplekse, hotele s 4-5 zvezdicami, marino in tako naprej. Bomo prišli čez par let, bo tukaj verjetno ko v Las Vegasu. Evo, lej, stražarski stolp. Tukaj bova midva zdaj zapustila ta vojaški kompleks in greva tle skozi ta vrata, ker je neka pot. Baje, da so naprej še vojaški objekti celo iz Avstro-Ogrske. Pa greva pogledati, če je kaj ohranjeno.
Ok, super, je kar v redu pot, tako da bova prvič hitro napredovala in drugič, da ne bi bilo kakšnih presenečenj. Zato, ker je povedal varnostnik, ko so začeli te komplekse čistiti in obnavljati, dol na južni strani so najdli ob ograji ogromno položenih min in so mogli najprej očistiti tisto, preko so sploh lahko začeli vstopati v kompleks. Je pa rekel, da sva lahko zdaj brez skrbi, da tukaj ni več kakšne vojske ali karkoli in da je vse prehodno, brez kakšnih prepovedi, tako da super. Razen mogoče s to izjemo, ker sva midva tako radovedna in zvedava, da po poti najdeva še kakšno letalsko granato. Ja, tako tukaj še en utrinek z te zapuščene plaže. Zdaj sva že izven kompleksa na nasprotni strani in greva tle po poti naprej v to smer. Evo, sva najdla. Sicer sva se mogla dvigniti 50 metrov nad morjem, ampak sva prišla do te utrdbe Munide. Tu je še iz avstro-ogrskih časov, 1850 tam nekje. Tukaj noter je bilo 18 topov, ki so ščitili severno stran Pulskega zaliva. Evo, okrog in okrog so bili topovi. Zaenkrat ni nič obnovljeno, vse je zaraščeno. Določene prostore pa ni možno vstopiti, ker so zagrajeni s temi žicami. Haha, super, odlična najdba. Taka super zgradba, popolnoma okrogla, s temi strelskimi linami, fenomenalno. Utrdba je bila porušena v drugi svetovni vojni okrog leta 1945, se pravi je zdržala približno 100 let. Preverim na hitro še, kaj je tukaj. To je pa neka visoka reč, ampak jaz po teh stopničkah ne grem dol. Ja, to je mogel biti kakšen ogromen bunker ali pa skladišče municije. Tako noter pod zemljo, fajn zaščiteno. Midva se bova zdaj sprehodila nazaj do avta in šla na hitro nekaj pojest. Potem popoldan greva poiskat pa še dve podobni utrdbi. Hvala. Ja vam želim dobar tek. Zelo dobri so. Fajn sva pojedla, imela sva uštipce in pa piščančji file. Zdaj sva pa že na poti proti drugi trdnjavi, ki je tudi tle v teh koncih. Jaz bi tako glede na Google Maps ocenil, da je ta trdnjava sestra dvojčica od tiste, ki smo jo videli prej. Takoj na začetku sem imel vtis, da je tle ograja zaprta in da ne bo možno priti do trdnjave, ampak je očitno zaprt dostop do nečesa drugega. Tukaj je pa trdnjava, res bi rekel na prvi pogled, povsem enaka. Tale se pa imenuje Grosso. Aha, tle še stebri podpirajo kamne, da se ne bi stena preveč rušila. Ta trdnjava je super, ker je bolj dostopna od trdnjave Munide. Tam je bilo vse zaraščeno z grmovjem in tanjšim drevjem. Tukaj je pa kar precej na odprtem in lahko pogledaš trdnjavo v vsej svoji veličini. Evo jo zdaj tle dol. Jaz sem prišel gor po teh stopnicah čist na vrh, tako da imam razgled na trdnjavo še z vrha. Tudi v tej trdnjavi je bilo 18 topov, ki so ščitili ta severni Pulski zaliv. Kukuc. Oj, tu. Gospa soproga, ne vem, če bo upala priti gor, ko bo videla, kakšne špranje so v teh stopnicah. Ja, sej to je pa verjetno to, ker sem že okrog na drugi strani. Ja. Lahko pogledamo še tle z zunanje strani.
Fort Grosso. Ok, smo videli, super, ampak izleta še ni konc. Zdaj greva iskat še tretjo trdnjavo, Fort Punta Cristo. Evo, tle dol je že razgled na lučico Štinjan. Se bova ustavila tam za nazaj grede. Mi dva greva pa tle gor naprej, sam se zaenkrat še ne vidi, kje je trdnjava. Ma se smo že tukaj. Sej, to ni bil nek konkreten hiking, to je bil čist navaden sprehod. Ni planeta B, ne? Res ga ni. Evo, taka je hiša še z zadnje strani. Tisti, ko je napisal, da ni planeta B, bi lahko napisal, da tudi plana B ni. Pa poglejte, kako so korenine prerasle stopnice. Kaj naredi narava v tako kratkem času? To bo pa ena večja stvar, če gledam samo po tem obrambnem jašku, to je pa konkretna trdnjava. Evo, tle smo. Fort Punta Cristo. Tle noter je bil zaprt tisti Edmond Dantes. Dej, hecam se. Glavni vhod je zaprt, ampak bom naredil en krog, da vidim, do kje se pride. Kakšno je obzidje. Od delče je zgledalo, da je tle kakor kakšna pot, ampak se ne da priti čez. Je pa ogromna trdnjava, ampak mora biti odprta, da lahko prideš noter in se sprehodiš po tem kompleksu. Ta oblika gor na vratih nakazuje obliko cele trdnjave in mora biti krasen razgled na ono stran dol na morje in na zaliv. Evo, gor pa še kratka lekcija iz rimskih številk. M je 1000, D je 500, se pravi 1500, 3 je C je 300, se pravi 1850, 60, 1863. Ja, več kakor utrdbe z te zunanje jugovzhodne strani ne bo možno videti, tako da greva kar naprej. Zdaj nazaj grede sva se spustila še dol v lučico Štinjan in namest neke zasanjane ribiške vasice, kjer bi lahko spila eno kavico, sva naletela na te ogromne kamnite bloke. Tle je v bližini kamnolom, po 1,5 metra približno, ali pa vsaj 1 meter. Saj ne vem, če ta kraj poleti kaj zaživi, ali je kar celo leto tako zapuščen. Ok, zdaj pa za sam zaključek vas peljem pa še dol do obale pogledati ta zadnjo utrdbo Val Maggiore. Ja, tle ob obali je ogromno teh zapuščenih kompleksov. Ta niti ne deluje vojaški, ampak mogoče bolj industrijski, ampak je ostal skrivnosten, zato ker na Google Maps ga vidiš, nima pa nobene označbe, kaj je to bilo. Tako, zdaj sva prišla na zadnjo točko najnega današnjega izleta v zaliv Conki. Tukaj je tudi več utrdb, ampak najlepša je sigurno Val Maggiore. Pot gre prav rahlo v hrib, ampak ni pa daleč. Zaliv Conki vam je tudi nasplošno odlično izhodišče za tak izlet, ker imate vse te 4 trdnjave tukaj na dosegu roke. Nama zdaj kaže 12.000 in nekaj korakov, oziroma 8,15 km. Še kar bova rabila od trdnjave nazaj, bo tam enih 8,5 do 9 km. Tukaj je pa še Fort Val Maggiore. To so gradili drugo po vrsti, še za časa Avstro-Ogrske, 1885 tam noter. Evo, poglejte zdaj to levo in desno. Kakšen velik kompleks je to bil. In to je bila zelo močna utrdba tukaj na tem delu zaliva. Evo, zdaj sem gor na vrh zida. Tle od spodaj sva midva prišla in šla noter v utrdbo. 192 vojakov je bilo noter. In stopovi so čuvali ta severni del Pulskega zaliva. Ja, jaz bi komot rekel, da je ta najlepša. Ne bom zdaj trdil, da je super ohranjena, je pa gotovo najbolj impozantna s to svojo velikostjo in tudi z lokacijo. Tle smo približno 36 metrov nad morjem. Saj ne vem, če se vidi, tle dol gre neki dolg rov. Verjetno do kakšne baterije, do kakšne topovske odprtine. Grem pogledat par metrov, kam se pride, pa vam povem. Tle na koncu je en tak prostor s strelnimi linami. Najbrž se ne vidi nič, ampak zelo zanimivo in lepo ohranjeno.
Kako dobro je. Ja. Kakšnih 60 metrov je dolg ta hodnik dol do tiste strelske baterije. In čist popolna tema. Jaz sem si svetil s telefonom. So pa lepa ravna tla, brez kakšnih kamnov ali drugih ovir, tako da se da lepo iti. Pa smo spet zunaj. Super, super, krasno je. Kakšna lepa utrdba. Ogromna, ogromna. Si kar predstavljam, za 192 ljudi tukaj je moglo biti dosti prostora. Ja, super, kaj naj rečem. Tukaj izpred Fort Valmaggiore bom jaz ta današnji video zaključil. Bilo je lepo, prehodila sva malo manj kot 9 km, krasen izlet. Hvala vam za pozornost, hvala za vse všečke, za komentarje in za naročnike. Mi pa se vidimo prihodnjič. Čau, čau.